A se vam tudi zdi, da karkoli zadnje čase primete v roke, piše gor policistični jajčniki oziroma PCOS? Prav vsi govorijo o tej temi, pa naj bo to na Instagramu, Facebooku, forumih, povsod PCOS. Pa bomo še mi predstavili svoj lonček, če smo lih del ekipe, ki se s tem profesionalno ukvarja. Hold on girl, now wait just a minute. I've got something to say, you should hear it all. Živijo in dobrodošli nazaj na kanalu Moj laboratorij. Jaz sem Aleš, bije danes ni, kot vidite, tako da bom probal tole sam izvoziti. Sicer pa sva midva zdravstvena delavca, ki vam na tem kanalu govoriva o laboratorijski diagnostiki, pa o ščitnici, alergijah, intoleranca na hranah in pa drugih sodobnih zdravstvenih težavah. Že dolg časa nismo nič povedala o hormonih, zato bi danes s pacientko Piko in pa dr. Strahovo zagrizali v PCOS oziroma policistične jajčnike in pogledali, kako policistične jajčnike vidimo mi v laboratoriju, se pravi kot številke na izvidu, kakšne simptome ima naša pacientka Pika in pa kako se pravilno, predvsem pa strokovno zdravi sindrom policističnih jajčnikov. Zaradi hitrega tempa življenja in pa potrebe po takošnji informaciji namreč ljudje hitro radi posežemo po internetu. Natipkamo svoje težave in potem beremo razne diagnoze. Ampak zakaj to delamo? Zakaj pustimo, da nam diagnoze postavljajo razni forumi, mediji, influencerji, prijateljice in pa taki samoklicani strokovnjaki? Dajmo spoznati Piko in pa njeno zgodbo. Hvala Pika, da si prišla tukaj. Daj mi povej, kdaj si prvič izvedela, da imaš policistične jajčnike? Za diagnozo PCOS sem izvedela letos aprila. Predtem so bila samo namigovanja na to, da imam policistične jajčnike. Pred uradno diagnozo pri dr. Strah sem bila tudi prva v laboratoriju, potem sem šla nazaj do ginekologinje in diagnoza je bila jasna. Meni je bilo pa veliko lažje pri srcu, da smo prišli stvari do dna. Pa si potem, ne vem, iskala po internetu, si googlala, kaj zdaj pomenijo policistične jajčnike, ne vem, si primerjala simptomi s kakšnimi drugimi, kaj so druge napisale? To seveda sem, Google je na žalost zdaj naš vir informacij kar obsežen. Sem šla googlati vse možne simptome, vse možne zdravljenja. Bilo je tako, da nekako ostale ženske so imele zelo podobne simptome, sem se našla v njih tudi, tako to me je malo pomiril. Poleg vsega je imela tudi moja ginekologinja super navodila, super vse, kako se spopadati s tem, kaj to dejansko je, tako da se nisem jaz zgubila vseh teh informacijah na Googlu. Kakšni so pa simptomi, ki jih imaš, kateri simptom te v bistvu najbolj moti pri PCOS-u? Zdaj, moji glavni simptomi, bi rekla, so izostanek menstruacije, neka centralna debelost, poraščenost pa akne. Se mi zdi, da so se pojavljali tudi drugi simptomi, še zraven seveda, ampak od vseh verjetno me najbolj moti kakšna debelost, že samo zaradi tega, ker greš v trgovino, je malo težje, tudi zdravo ni, ne. Nikoli ni zares vplivalo na mojo samo podobo, da bi se počutila slabo v svojem telesu, ampak še samo tako iz praktičnega vidika me najbolj motno. Seveda tudi izostanek menstruacije ni prijeten, ne, ko se rekla, vsak mesec malo psihiraš, a si v redu, a nisi, pol tudi, a sem jaz kaj narobe naredila, skratka vse malo na psiho udar pol tudi. A imaš mogoče še kakšno prijateljico, ko se je tudi rekel, da ima PCOS, ne vem, da ti pomaga pri tem, da greš skupaj skozi to ali... Tekom vsega tega dogajanja, vso diagnostiko pa vsem, sem se pogovarjala z veliko prijateljicami in je številka žensk v mojem krogu, ki imajo PCOS, ogromna. Tako da je veliko lažje se spopadati s tem, če imaš tudi nekoga zraven sebe, ki ima isto stvari, tudi lahko se deliš znanja, vse in je kar super, no. Kaj dejansko je res, ne, dokler se dr. Strahova ni začela resno ukvarjati, s tem smo mi pač tudi mehantavili, kar se tega tiče. Ker moraš vedeti, da recimo, ne vem, k nam veliko hodijo ženske in potem rečemo, imate kakšne težave, imate kakšno obliko hormonskega neravnovesja, pa rečejo, ja, jaz imam policistične jajčnike, ne. V teoriji so policistični jajčniki najpogostejša hormonska motnja pri ženskah v rodni dobi in pa hkrati tudi najpogostejši vzrok neplodnosti pri ženskih z motnjami menstruacije. Kaj smo pa mi v praksi vedeli še nedolgo nazaj? To, da je lahko z PCOS povezan z poraščenostjo in pa neplodnostjo. Vemo, da so na primer sredozemske ženske
bolj poraščene pa imajo povsem normalne hormone, kot naprimer bolj skandinavski tip ženske. Zato, ker brkce pa druge dlake lahko povzročajo androgeni hormoni, smo v laboratoriju merili predvsem testosteron, mogoče smo pomerili tudi kortizol. Vedeli smo pa tudi to, da zna biti progesteron nizek. V zadnjem času, ko pa več pozornosti posvečamo tej tematiki, pa se tudi obravnava pacientk s to motnjo izboljšuje. In tudi naša pacientka Pika se je odločila, da deli svojo zgodbo z nami, zato ker je bila na pregledu pri primarji dr. Strahovi iz diagnostičnega centra Strah. No, in zato sva jo povabila v našo ambulanto in bomo zdaj mehko pogledali njene izvide. Torej, 22 let staro dekle je prišlo k nam v ambulanto z razočaranjem, prekomerno telesno težo in z mnogimi podatki, ki so nakazovali hormonsko neravnovesje. Neredno menstruacijo je imela že od samega začetka, včasih tudi več kot 6 mesecev ni bilo krvavitve. Na vprašanje, kaj se z njo dogaja, je pri osebnem ginekologu dobila možnost, da se začne zdraviti s hormoni, ki pa ji niso povzročali dobrega počutja. Opazila je naraščanje telesne teže, bila je vse bolj zaskrbljena in na večkratno prigovarjanje, kaj je z njo, končno prišla do neke ideje, da ima morda policistične jajčnike. Ko se je prvič oglasila pri nas, si je predvsem treba vzeti čas. Po dolgem, poglobljenem pogovoru, po kliničnem pregledu, Piko sem namreč slekla spodaj in zgoraj, opravila pregled, ali je prekomerno poraščena, kje je prekomerno poraščena, ali so kakšni drugi sumljivi znaki in nato tudi tridimenzionalni ultrazvok notranjih rodil, se pravi maternice in jajčnikov. Sva se odločili, da je bilo zelo veliko indikacij, indicov, sumljivih znakov za policistične jajčnike. Tudi v družini pri Piki so starši, ki imajo prekomerno telesno težo. Zato je treba pri bolezni PCOS, kot neštetokrat povem, izločevati vse bolezni, ki bi bile bolezni PCOS podobne. Že recimo, samo izrazito prekomerna telesna teža sekundarno povzroča sindrom policističnih jajčnikov kar v več kot 15%. In če tako dekle ali pa tudi ženska starejša izrazito izgubi telesno težo, potem hormonsko neravnovesje izgine, zopet postane zdrava. Seveda pa je ob tem treba misliti tudi na bolezni nadledvičnice, na karkoli drugega, redko seveda na nosečnost, na določene prirojene bolezni, kot je neklasična kongenitalna adrenalna hiperplazija, pa poskušati najti vzrok, ali je vzrok policističnih jajčnikov tako imenovana inzulinska rezistenca, ki je najbolj pogosta pri presnovnem fenotipu PCOS-a, pri vseh fenotipih, se pravi fenotip A ali B, ki ima klasične znake, kot tako imenovani reproduktivni. Zakaj rečemo reproduktivni? Torej, kar je v povezavi z pravim ženskim zdravjem in zanositvijo. Vse ženske imajo neredne cikluse in veliko jih ima tudi motnje zanositve. Bolezen PCOS je namreč najbolj pogosta bolezen, ki povzroča motnje zanositve in celo neplodnost. Pri kliničnem pregledu Pike po telesu ne morem ravno trditi, da je izrazito prekomerno poraščena in kot ste videli, ima
zelo lepe lase. Lase ji ne izpadajo, čeprav 15% tistih, ki imajo PCOS, beleži izrazito izpadanje las. Pač pa seveda je bilo v ospredju prekomerna povečana telesna teža in tako imenovana centralna debelost. Tipično nabiranje maščobe v osrednjem delu okoli trebuha. Ko sva naredili ginekološki pregled, sem ugotovila majhno nepravilnost maternice, ki pa bo v bodoče nepomembna, ter tipične znake za policistične jajčnike. To pomeni, da nobeden od foliklov jajčnih celic, ki so v jajčniku, ni bil večji od 10 mm. Kaj to za nas ginekologe pomeni? Pa kaj to pomeni za vas? Za vas pomeni, to so pa tiste majhne cistice, ki se jih vsi bojijo. Ta majhna cistica za nas pomeni, da moramo cisto samo spodbuditi, da začne pravilno delovati. To je jajčni folikel, kajti če ovuliraš, če poči folikel, je možnost zanositve spontana. Zato večkrat rečem, ne bojte se majhnih cistic. Bojte se kompliciranih ultrazvočnih cist jajčnikov, ki pa so bolj pogoste po menopavzi. Vemo, da obstaja rak jajčnika, policistični jajčniki ne povzročajo raka jajčnika, pač pa so, marsikatera je v povečanem tveganju, da zboli za nepravilnimi predrakavimi ali pa rakavimi spremembami maternične sluznice, ki nastanejo ravno zaradi izrazito nerednih ciklusov. Zato mora ginekolog paziti, da vsaj na nekaj mesecev pravilno sproža menstruacijo, vendar tukaj brez hormonov ne gre. Samo gestagenski preparati za kratek čas, da sprožimo neko krvavitev. Po pregledu sva skupno določili, kaj bi bilo potrebno pogledati, saj je Pika prišla brez katerekoli laboratorijske preiskave. Odločila sem se za odvzem krvi, to je tako imenovani biokemični profil. Pogledati morava jetra, kajti značilno so lahko nealkoholno zamaščena jetra, ki nimajo nobene druge veze kot pri prekomerno povečani telesni teži, da moramo na to zelo paziti. Seveda, kako delajo ledvice in pa ali ima morda povečan holesterol, lipidogram. Seveda je potrebno pogledati tudi glukozo na dlje časa, inzulin in dokazati ali pa ne dokazati morebitno prisotnost inzulinske rezistence. Če pogledamo pri Piki, so spremembe v jetrih, ki bodo izginile v času zdravljenja in po končanem zdravljenju. Osnovne laboratorijske preiskave krvi, ledvic so v redu, tudi holesterola nima, kar sem zelo vesela. Pač pa drugi najbolj pogosti vzrok policističnih jajčnikov lahko prisotno kronično vnetje v centralnem delu, tisto maščevje, ki je centralno naloženo okrog trebuha, namreč izloča določene citokine in hormone, ki povzročajo kronično vnetje. To vnetje direktno deluje na povezavo hormonov, ki zaradi tega povzročajo izločanje povišanih moških androgenih hormonov. Inzulinska rezistenca, kronično vnetje. Se pravi, Pika ima visoko občutljivi CRP povišan, kar govori v skladu s klinično sliko
njene postave. Hormoni, spolni hormoni, luteinizirajoči hormon, folikul stimulirajoči hormon, sta v razmerju, ki kažeta, da ovulacije ni, ki povesta, da menstruacija ne more biti redna. In ravno zdravljenje folikul stimulirajočega hormona, ki je odgovoren za nastanek progesterona, in luteinizirajočega hormona, ki ga je pri PCOS preveč, je cilj, da to razmerje obrnemo. Takrat bo hormonsko ravnovesje vidno, najbolj vidno, pa rečem dekletom, pišite si menstrualni koledarček. Pri bolezni PCOS, kaj je pravzaprav hormonsko ravnovesje? Zaradi povečanega luteinizirajočega hormona nastane preveč tako imenovanih androgenih moških hormonov. Androgeni hormoni nastajajo v jajčnikih in v nadledvičnici. Zato je treba vedno vse te hormone pogledati. Kadar znižujemo LH, znižujemo tudi inzulinsko rezistenco. Kadar žensko oziroma dekle poskušamo z zdravili in s holističnim pristopom shujšati, bo LH padel. To pomeni, da hormonsko neravnovesje z nekim relativno dobrim nivojem estrogena in praktično izjemno nizkim nivojem progesterona, saj ovulacije ni, poskusamo pozdraviti do te mere, da lahko dekle spontano začenja dobivati ovulacije in cikluse. In ob naslednji kontroli v laboratoriju, ki ga bova opravili čez 9 mesecev, predvidevam, da bova v laboratoriju videli hormonske spremembe tudi na papirju. Razmerje LH proti FSH je pri Pikinem primeru 17 proti 4, kar je več kot 3 proti 1 in je dovolj za diagnozo. Kar se tiče nadledvičnice, smo izključili naprimer Cushingovo bolezen. To pravijo s tako imenovanim 1-miligramskim deksametazonskim testom, ki ga mora dekle opraviti v dobrem laboratoriju. In vsekakor ste tukaj pri Alešu v varnih rokah. Aleš in jaz sva oblikovala na osnovi dolgotrajnega študija klinično pot in vsaki posameznici poskušam naročiti tiste preiskave, ki jih potrebuje. Aleš pa poskrbi za pravilno izvedbo, pravilno interpretacijo, prijazen odvzem krvi, hitre in natančne rezultate. Izključili sva kongenitalno adrenalno hiperplazijo in vidi se, da ko je bila Pika prvič v laboratoriju, je bila zelo prestrašena, kajti prolaktin je bil povišan. Ko smo jo poslali na tako imenovani ritem prolaktina, se je izkazalo, da je ta v mejah normale. Tudi prolaktinemija je ena od bolezni, ki lahko kaže podobne znake. Ščitnico, kar se tiče ščitnice, je ona že dodatno obravnavana, vendar bomo danes opravili še dodatne preiskave, da bomo videli, kakšno je stanje. Torej, izključimo ščitnico, nadledvičnico, Cushingovo bolezen, določene kongenitalne bolezni in predvsem pogledali za tako imenovani root cause ali glavni vzrok. Rada bi vam vsem položila na srce nekaj. Mi smo oblikovali slogan Nisi ti, tvoji jajčniki so. 50% deklet in žena sploh ne ve, da so znaki, ki jih opaža, morda znaki sindroma policističnih jajčnikov. Da je prekomerno prehranjena. Nisi ti, morda so jajčniki. Da je poraščena. Nisi ti,
tvoji jajčniki so. Da izpadajo lasje, morda so krivi jajčniki. Da ima neredno menstruacijo, ni ščitnica samo tista. Lahko so jajčniki. Da poskušamo zanositi, pa ne gre. Ni zato, ker je ne vem kaj, ampak morda nepravilno delovanje jajčnikov. Da ima migreno, morda so krivi jajčniki. Da ima depresijo, da ima anksioznost, da ima napade, predvsem to, motnje hranjenja, prekomerno najedanje, 5-krat bolj pogosto. To ni psihiater samo. Morda so krivi jajčniki. Mnogo obrazov ima bolezen PCOS-a, vendar morda nismo mi. Naši jajčniki so. Poskušajmo jih z skupnimi močmi obvladati, da bodo zopet delali pravilno. In kot ste tekom pogovora z dr. Strahovo lahko videli, osnovne preiskave, kot recimo samo merjenje testosterona, niso dovolj. Potrebna je širša slika za razumevanje te problematike. Med naštetimi preiskavami so tudi določeni specialni markerji, ki jih ne merijo vsi laboratorijo in se zato tudi manj poznani. Ker pa vse te preiskave pri nas izvajamo rutinsko, vemo, kako je pomembno, da se še pred odvzemom krvi upoštevajo natančna navodila glede priprave na testiranje. Velikokrat se nam v laboratoriju namreč zgodi, da pacienti ne upoštevajo navodil pred odvzemom krvi, in kar pripelje seveda do napačnih rezultatov, napačnih izvidov, ki pa se posledično lahko tudi napačno interpretirajo. In zato je še toliko bolj pomembno, da vas na laboratorijsko testiranje napoti zdravnik, zato ker ve, kakšne rezultate lahko pričakuje. In tudi izvide ne interpretira zdravnik, ne pa prijatelj, osebni trener, razen nutricionista, soseda ali pa neka Facebook skupina. Lahko bi vam povedal nešteto anekdot z laboratorija in s čim vse se mi srečamo tekom dela zaradi napačnih informacij, ampak je to mogoče tema za en drug video. Kar želim poudariti, je to, da določena navodila niso kar tako malo brez veze in jih je res dobro upoštevati, če želite imeti točne rezultate. In ne pozabiti, za vaše zdravje ste v prvi vrsti odgovorni sami. Zatem pa so to zdravniki. Ne zaupajte kar vsakmu, ki se odloči spregovoriti o določeni temi, zato ker na ta način zmotna informacija lahko sčasoma postane kar dejstvo, s tem pa lahko svojemu zdravju celo škodujete. Prepuste zdravje torej zdravnikom, avtomobil avtomehanikom, za vašo kri pa bomo poskrbeli mi. Za PCOS pa dr. Strah. Če vam je video všeč, nama stisnite like, naročite se na kanal, če se še niste, jaz grem zdaj nazaj v laboratorij delati, vi pa še naprej skrbite za svoje zdravje. Čau!